Kdaj in zakaj morajo delodajalci tudi v primerih, ko je bil zaposleni nepazljiv in ni uporabljal predpisane varnostne opreme, plačevati enormne stroške zdravljenja, pa odškodnin in izpada plač? Ja, zneski lahko presežejo 100 000 evrov. In zakaj samostojne podjetnike obravnavajo drugače? O tem, kakšna je cena varnosti pri delu, tudi ko je del odgovornosti na strani delavcev, v naši rubriki 24 ur dejstva. Nika Kunaver. Družinsko podjetje iz Prekmurja, ki se že več kot 3 desetletja ukvarja s krovstvom, fasadami in proizvodnjo, zaposluje 28 ljudi. Potem, ko je njihov zaposleni padel s strehe in se hudo poškodoval, jih je nesreča do danes stala več kot 100 000 evrov. Skakovci, prekmursko naselje ob avstrijski meji. In delo mojstrov za strehe, ki je, razlaga solastnik, že tako izredno zahtevno. Nevarno, obenem pa tudi si več čas izpostavljen vsem vremenskim vplivom, se pravi, poleti se dela na veliki vročine, medtem ko po zimi se dela tudi v mrazu. Zaposlene vsake 2 leti pošiljajo na tečaj varstva pri delu. Vsak krovec ima svojo varovalno opremo, ki jo vsako leto dajo preveriti. A kljub temu se jim je zgodila huda nesreča. Eden od zaposlenih je, ker ni bil privezan, padel s strehe in se hudo poškodoval. Kmalu po poškodbi so začeli prihajati zahtevki Zavoda za zdravstveno zavarovanje, da morajo poravnati zdravljenje. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije od nas zahteval seveda 100%, potem smo se mi na to pritožili, na koncu se je odločilo, da je naša krivda 70%, potem so krivda zaposlenega pa je 30%. In pač, ko se na terenu dela, se tudi pričakuje, da bo vsak zaposleni poskrbel za svojo varnost, se pravi, k temu se sodi tudi uporaba varnostnega pasu, vendar pa žal pogosto tudi sami ugotavljamo, da so delavci nekako tako zaupajo v svoje sposobnosti, da varnostnega pasa ne uporabljajo. Je pač sodišče v našem primeru razlogovalo, da bi mi morali imeti enega zaposlenega, ki bi pač stal pri tem zaposlenem, ki je padel z strehe in mu ves čas govoriti varnostni pas, varnostni pas, varnostni pas, varnostni pas. Kar pa vemo, da to dejansko ni izvedljivo. Poleg stroškov zdravljenja morajo invalidsko upokojenemu, bivšemu zaposlenemu plačevati še del pokojnine. Od njihove zavarovalnice pa ta zahteva tudi razliko med nekdanjo plačo in pokojnino, ki jo zdaj prejema. Skupni stroški bi lahko na koncu presegli 150 000 evrov. Jaz se zavedam, da se pač nesreče se zgodijo. Mislim, lahko delaš tudi po vseh predpisih in se nesreča bo zgodila. Vseeno se mi pa pač ne zdi pošteno, da potem se delodajalce terja, pravim, zdaj kot v našem primeru verjetno za 150 000 evrov, ker to lahko delodajalce tudi pokopa. Varnost pri delu je odgovornost delodajalca, tudi kadar zaščitne opreme, v tem primeru varnostnega pasu, ki bi preprečil padec, delavec ne uporabi. Število tako imenovanih regresnih zahtevkov, s katerimi Zavod za zdravstveno zavarovanje od delodajalcev terja povračilo vseh stroškov zdravljenja in nadomestil, se je v 2 letih povečalo za skoraj 40%, z 204 v letu 2003 na 283 v letu 2025. Znesek pa se je skoraj podvojil, z 2,4 milijona evrov na več kot 4,6 milijona. Če je delavec tako hudo poškodovan, da se mora invalidsko upokojiti, sledijo še dodatni zahtevki Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Zdravstveni zavod regresne zahtevke praviloma vlaga na podlagi dokumentacije Inšpektorata za delo. Kako pa inšpektorji sploh postopajo, ko pride do nesreče pri delu? Delodajalec je v vseh primerih tisti, ki je zadolžen poskrbeti, da se delo opravlja varno, da so stroji brezhibni, da delavcem zagotavlja osebno varovalno opremo. Ko pride do delovne nezgode, je običajno policija tista, ki je prva na kraju dogodka. Policija na to preko operativno-komunikacijskega sistema obvesti o delovni nezgodi tudi Inšpektorat za delo. Inšpektorat za delo je potem tisti, ki opravi inšpekcijski nadzor, se pravi preveri, ali sta delodajalec in delavec spoštovala predpise z področja varnosti in zdravja pri delu in izpolnjevala svoje obveznosti.
Delovnih nesreč je pri nas veliko, lani več kot 14 tisoč. 21 je bilo smrtnih. Največ 5 delavcev je umrlo v prometnih nezgodah na in iz dela. 4 zaradi zasutja in med drugim 3 zaradi nesreče z delovno opremo. Čisto vsi so bili moški. Najmlajši je bil komaj polnoleten, najstarejši star 63 let. Letošnja statistika je še bolj tragična, saj do aprila v delovnih nesrečah umrlo že 12 oseb. 2-krat več kot v enakem obdobju lani. V prometni nesreči se je hudo poškodoval tudi samostojni podjetnik. Pri zeleni luči je zapeljal v križišče, ko je vanj trčila policijska marica. Čeprav kot vsak SP plačuje vse socialne prispevke, je prejel bistveno manj, kot bi na njegovem mestu zaposleni. Zvečer nekaj po 20. uri v središču Kranja. Moj spomin je samo to, ko sem se pripeljal v križišče, so me obsvetile luči, takrat sem tudi zagledal v bistvu ta poblesk rotacije, vendar to je bilo mogoče pol sekunde časa za reakcijo. Vse, kar sem lahko naredil, je, da sem se mogoče malo pokrčil. To je pa tudi vse. Vozilo je v bistvu bilo zadeto tlele na sredi križišča in ga je odbilo med semaforje in je končalo tlele. Alkotest pri njem in policistu ni pokazal prisotnosti alkohola. Tako avtomobil kot marica sta bila popolnoma uničena. Zgolj trenutek mu je spremenil življenje. Poškodbe so bile tako hude, da parketa ni mogel več polagati kot prej. Zlom vratu, potem polomljena rebra in zelo poškodovana rama. Prva odškodnina, ki je bila ponujena, je bila okrog 20 tisoč evrov. Za, bom rekel, 3 leta pa pol bolniške in trajno invalidnost. To je meni smešno. Potem smo pa mi na podlagi izpada dohodka zaračunali 400 in nekaj evrov mesečne rente. A večine tega na koncu ni prejel, saj je izgubil na vseh sodnih inštancah. Naša država samostojne podjetnike namreč obravnava drugače kot zaposlene. Oni so vas obravnavali v bistvu kot podjetje. Tako je. Čeprav ste vi v bistvu plačevali vse prispevke za zaposlenega. Vsi prispevki so bili plačani. In so še vedno. Če bi vi bili zaposlen pri nekomu drugemu, ki ima SP? Bi bilo pa to čisto druga zgodba. Če bi bil jaz zaposlen pri nekom, to je huda diskriminacija. Država torej samostojne podjetnike v teh primerih obravnava kot delodajalce in ne kot zaposlene. Na Obrtno-podjetniški zbornici opozarjajo, da v Sloveniji poberemo zelo veliko socialnih prispevkov. Med drugim tudi prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, ki jih plačujejo tudi samostojni podjetniki. Namensko pa zagotovo niso porabljene. Vsake plače gre 0,52% za te namene in tukaj bi seveda pričakovali, da bomo v bodoče za varovanje zdravja in varnost na delovnem mestu jemali za takšne primere. Lansko leto je država iz prispevka za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, ki jih plačujejo delodajalci, torej tudi samostojni podjetniki in kmetje, zbrala skoraj 150 milijonov evrov. Ta denar se je porabil v okviru skupne zdravstvene malhe. Podrobnosti, vključno s spremembami, ki jih predlaga prihajajoča Janševa vlada, najdete v današnjih in jutrišnjih dejstvih na 24ur.com.